Tole me pa spominja na šolo. Pa ne vem, a ne bom jezen, ker takrat nisem uspel skočiti do obroča, ali zato, ker tudi danes ne morem tega narediti. No, me je pa koš še v nečem spomnil na šolo in sicer že v prvem razredu smo se učili, da je vmesna številka med 3 in 5 4. Ampak očitno to ne drži vedno. Pri Mazdi že ne. Tole je CX-30, vmesni člen med CX-3 in CX-5. Ni CX-4, mogoče kje dejansko že obstaja, predvsem pa številka 4 v tistih koncih sveta ponavadi pomeni nekaj slabega. Zato CX-30. Čeprav glede na prostornost notranjosti bi morala biti bolj CX-36. Bom nadaljeval s številkami. Za en telefon oziroma 12,5 cm je daljša od CX-3 in za en malce večji telefon oziroma za točno 15 cm je krajša od CX-5. In za 10 cm je tudi krajša od Mazde 3, slednjo pomenjam zato, ker tale stoji na njeni platformi. Ker je ta platforma najnovejša in hudo sodobna, je medosje krajše samo za 45 mm v primerjavi s CX-5 in zadaj je kar veliko prostora. Za glave pa je dovolj tudi, če imate krepko preko 180 cm, zna biti prej težava tukaj le pri kolenih. Evo, ta stol je nastavljen za mene, tukaj zadaj ostaja nekaj sicer še, ne pa veliko, je pa res, da sem jaz visok samo 1,60 m. Avto je vseeno kratek, no, ima pa prtljažnik le nekaj litrov manj od tistega pri Petici in občutno več kot pri CX-3. Ok, še zadnjič številke. Tukaj ga je 430 litrov, CX-5 ima samo 12 litrov več, najstarejši CX-3 pa samo 264. Ni slabo, a ne? Komu je torej namenjen CX-30? V bistvu vsem, ki vas mikajo Qashqai, Kuga, Tiguan, Eclipse Cross in podobni. Ima pa vsaj zame pred njimi eno veliko prednost, oziroma kar dve. Za začetek zelo dobro izgleda, moderno, elegantno in pač privlačno. In znotraj so najboljši materiali. Podobno kot v trojki, jasno, vse štima, stikal je malo, kakovost tega okolja pa naravnost fantastična. In ta zaslon oziroma vmesnik je zelo intuitiven, no, pa ta dva sedeža sta zelo fajn. Tudi pelje se precej dobro, kar me ne preseneča, ker je pač osnova zelo dobra, pogon pa je lahko spredaj ali pa štirikolesni, čeprav tole v nobenem primeru ne bo kakšen hud terenec. Motorji pa dvolitrski bencinar z 90 kW oziroma 122 konjički ali pa 1,8 litrski dizel s 85 kW oziroma 116 konjički. Oziroma tretja, najbrž najboljša varianta, ki je tudi že na voljo, najnovejši Skyactiv X bencinski motor s 132 kW moči oziroma 180 konjički. Tega preizkušam sedaj in lahko povem, da je predvsem zelo tih, zelo varčen, pa kar fajn gre. No, nasploh se mi zdi izza volana CX-30 vseeno malenkost manjši kot CX-5. Očitno so nekaj več prtljažnega prostora dobili na račun tega, da je tamle malce manj in tukaj vse ne deluje tako ekstremno razkošno. Cene se pri nas začnejo pri 22.900 evrih, kar je okrog 2500 evrov manj, kot boste odšteli za CX-5. In obenem boste dobili še bolj sodoben avtomobil, pa niti ne dosti manj prostora. Super kupčija torej. Vsekakor, dokler ne pogledate, da za še manj dejansko dobite lahko tisti model, iz katerega ta izvira, Mazdo 3. Še dodatnih 10 cm dolžine in tako več prostora za kolena, boljše vozne lastnosti, manjšo porabo in pač manjšo ceno. Ampak tista vem, da ni tako nastopaška, zato vas najbrž ne mika toliko.